Ta prva tema, ki sem jo dobila, je zelo zahtevna, tudi zelo obširna. Vključuje tudi etiko, moralo, lahko bi iskali še in še materijala. Jaz sem to poskušala malo zožiti in kot tukaj pravi, na večne vrednote pogledati. Našla sem definicijo, kaj so pravzaprav vrednote, kaj pomeni ta beseda. In tako je bilo zapisano. Vrednote, nekaj visoko cenjenega, nekaj, kar ima velik pomen za nas, veliko vrednost, lahko bi rekli tudi principi ali standard našega ravnanja, našem vedenju. In potem sem malo brskala, našla v enem članku, Inštitut za družbene vede je delal raziskovanje vrednot v Sloveniji in tako zapisal. To je samo en mali odlomek. Vrednote zgubljajo intimni značaj. Vse manj imajo vlogo intimnega kompasa, ki naj bi nam omogočal trajno usmeritev našega osebnega življenja. Tisto, kar danes razumemo pod vrednoto, je pravzaprav sestavni del nekega skupnega, simboličnega sistema, ki nam služi kot kriterij za selekcijo alternativnih smeri, ki se odpirajo znotraj neke dane situacije. Ste vse razumeli? In potem pravi 6 temeljnih vrednot Slovencev, ki so opazili, ni slabo, tukaj ne kaže tako slabo. Družina, prijatelji, delo, prosti čas, malo me je to šokiralo, vera je šele na 5. mestu, in politika. Nemec Arutjunov je napisal v svoji knjigi Večne vrednote človeka, bom tudi sam nekaj stavkov prebrala. Življenje vsakega človeka ima svoje vrednote. Za nekatere je to bogastvo, lastnina, za nekoga lastno podjetje, za nekoga odnos bližnjih in dragih ljudi, ki je v resnici dragocenejši od vsega bogatstva sveta. In včasih nekateri na to sploh ne pomislijo. Živijo v luksuznih dvorcih, v razkošju in nimajo pojma o resničnem življenju ljudi. Pravi naprej, so vrednote, ki so pomembne v vsakem trenutku za vse ljudi. Te vključujejo recimo lepoto, pravičnost, dostojanstvo, občutek dolžnosti, prijaznost, javno korist. Obstajajo prehodne vrednote, ki se spreminjajo v skladu s stopnjo razvoja družbe. So pa tudi večne dobrote, kot so lepota, pravičnost, dobrota, vrednost, pomen življenja in tako naprej. In res je, mi vsi živimo, mi vsi imamo osebne vrednote, po katerih se ravnamo, poznamo družinske vrednote, po katerih vzgajamo otroke, potem tudi kulturne vrednote, ki oblikujejo naše odnose z ljudmi, in nacionalne vrednote. In verjetno mislimo, da naše, tisto, kar smo si mi izbrali, da so te najboljše, sicer jih ne bi sprejeli. A hkrati moramo priznati tudi to, da se velikokrat, in to smo videli tudi v tem odlomku, vrednote spreminjajo. Predvčeraj sva poslušala eno debato politikov v Nemčiji na CTF, kjer je eden politik rekel, zdaj z ozirom na to krizo, ki se približuje, inflacija, cene, ki raste. In so se nekaj pogovarjali, ja, potem bomo morali to tako spremeniti, pa ga drug vpraša, ja, kaj mislite? Popustiti zdaj v teh moralnih vrednotah? Ja, pravi, včasih je situacija takšna, da se ne moremo držati čistih moralnih vrednot. Potem že vidimo, če že od zgoraj tako prihaja, ne? Torej, vrednote prilagajamo. In tukaj imam vprašanje, a so torej vrednote spremenljive? A izbiramo vrednote z ozirom na situacijo, kako bomo najlažje prišli skozi krizo? Ali spremenimo svoj sistem vrednot,
ko se srečamo s kakšno veliko izgubo in vprašanje, a so kakšne vrednote, ki zdržijo test, a je to pravilno rečeno, spreminjanja okoliščin, generacij, stoletij, časa. A je sploh kaj takega, kot tukaj naslov pravi, večne vrednote? In zanimivo, že leta 1999 je nemški časopis Tagesspiegel, to je eden od njihovih največjih, od mogoče pri nas Delo, imel članek z naslovom Niti v cerkvi več ni večnih vrednot. Že 23 let nazaj. Mogoče bi danes glasilo podobno. Ali pa še slabše. In zdaj najprej pogledajmo ta pojem, večnost, večen. Kaj je to? Ste kdaj razmišljali o večnosti? Ker to je pojem, ki ga mi srečujemo, posebno v Svetem pismu in ki verujemo v Boga. Ker mi vemo, da smo večni. Zanimivo, da je ta zavest v nas. Večnost je definirana kot neskončen, neomejen čas. Stanje, v katerem čas ne igra nobene vloge. In mi vemo, človek ve, ko umremo, obstajamo naprej. Smo večni. Ta zavest je nekje v nas vsajena. In zdaj bi postavila vprašanje, a je izvir vrednot, ki se ne spreminjajo? A so večne vrednote? Če so, potem mora biti nekdo, ki stoji za temi vrednotami, ki te vrednote oblikuje, ki jih je prinesel. In seveda naš odgovor je lahko takoj. Je. Bog je večen in on je izvir večnih vrednot. Tako pravi Božja beseda v Kološanom 1:16. Zaradi njega obstaja vse. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj. Ne vem, kako gre vam, ko mi razmišljamo, ko poskušam razmišljati o tem večnem Bogu, mi njega kot bitje ne moremo dojeti. Ker naš človeški omejen razum nima te kapacitete, da bi dojel, doumel Boga, ki je večen. Boga, ki je neskončen, neomejen. To, kar mi lahko razumemo, o čem mi lahko razmišljamo, to so njegovi atributi, njegove kvalitete, njegove lastnosti. Bog je svet. Bog je pravičen. Bog je zvest. Bog je dober. Bog je ljubezen. To bi lahko še in še naštevala. In vse so to te Božje večne vrednote, ki izvirajo od njega. A mi smo ti, ki verujemo, jaz mislim, da smo tukaj v glavnem vsi, da se nam je ta večni izvir, razodel kot stvarnik in vzdrževalec vsega, kar je, kar obstoja. Mi verujemo, da je to Bog Abrahamov, Izakov in Jakovov. Da je to Bog, oče našega odrešenika Jezusa Kristusa. Mi verujemo, da je on večni trojedini Bog, oče, sin in sveti duh. In da je sin postal telo, se nastanil med nami. Šel v smrt namesto nas, da bi človeku spet pripravil to možnost, to pot nazaj k Bogu. Tako da smo lahko udeleženci skupnosti z večnim Bogom že zdaj tukaj. Torej, je izvir večnih vrednot in to je Bog, večen Bog, ki se ne spreminja. In človek je ustvarjen z večnim namenom. Naš obstoj je večen, to smo že prej povedali. In C.S. Lewis je zapisal, če ugotovimo, da je v nas hrepenenje,
katerega nič na tem svetu ne more potešiti, je najverjetnejša razlaga, da smo bili ustvarjeni za drugi svet. In to je res. Mi smo bili ustvarjeni za drugi svet, drugačen svet. Ko je Bog ustvaril Adama in Evo, prva človeka, ustvaril jo iz prsti, iz zemlje, napravil tudi čudovito vaks figuro, ne, zemeljsko figuro. In to je ležalo mrtvo, vse je bilo oblikovano, vse super. Si lahko predstavljate te oči, ušesa, vse je to že Bog pripravil. Ampak je bilo mrtvo. In potem je vdihnil vanj. In človek je postal živa duša. To je ta Božji del v nas, ta dih Božji, ki ne umira. Pozneje bomo videli, človek je sicer padel in umrl. Ampak, tako pravi v Pridigarju 3:11, kot sem že prej omenila, ta zavest, da smo večni, da ni konec, ko umremo, je vsajena v nas že pri stvarstvu. Tudi večnost jim je položil v srce, pravi Božja beseda. In zato ljudje, seveda so tisti, ki, mislim, da jih je zelo malo in mogoče niso nikoli tako dokončno globoko razmišljali, ki še vedno pravijo, po smrti je konc, ni nič. Ampak nekje globoko slutimo vsi, da ni tako. Mi smo večna bitja. In vemo, da smo ustvarjeni za več, kot samo to življenje. Kajti naš pravi resničen namen, zakaj nas je Bog ustvaril, je večna skupnost z Bogom, brezkončno druženje z Jezusom. In mi že zdaj lahko živimo, tisti, ki smo spoznali Boga, v tej skupnosti z Bogom. Še ni očitna, tako kot bo, ko pridemo v večnost. In Janez je tako zapisal v 1. Janezovem listu, v 5. poglavju. Pričevanje pa je v tem. Bog nam je dal večno življenje in to življenje je v njegovem sinu. Kdor ima sina, ima življenje. Kdor nima Božjega sina, nima življenja. In z druge strani Jakob piše in pravi, dim ste namreč, ki se za kratek čas pokaže in potem izgine. Tukaj na zemlji smo ljudje, mi vsi vemo, en čas živimo, nekdo dalj časa, nekdo krajši čas, nihče ne ve, kdaj pride naš konec. Ampak predstavljajte si, v primerjavi z večnostjo, mi smo kot dim. Malo se pokaže, pa ga ni. In se včasih smatramo tako pomembni. Saj smo, in v Božjih očeh smo. On je vsakemu dal veliko vrednoto. In dal nam je tudi namen, kako naj tukaj živimo. In zdaj bomo pogledali, katere so večne vrednote ali kaj so to. Seveda je tega veliko, če bi šli v detalje. Moram reči tako, večne vrednote so to, kar beseda pravi. Večne, vedno ostanejo. Že tukaj jih lahko živimo in v večnosti se nadaljujejo. Bog je rekel Abrahamu, jaz sem tvoj ščit in tvoje plačilo bo zelo veliko. Ko ga je poklical iz Ura v Kaldeji, iz tistega poganskega ljudstva z veliko maliki, mu Bog pravi, jaz sem tvoj ščit. Torej, največja vrednota je sam Bog, spoznanje Boga in Jezusa Kristusa. Prebrala bom vrstico, ki jo je Jezus povedal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega, resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Kdor želi imeti večne vrednote, mora imeti tega, ki je izvir večnih vrednot. In to je Bog, spoznanje njega in Jezusa Kristusa, ki ga je poslal.
ko pridemo v Kristusu, ko smo sprejeli njega v svoje življenje, začnemo živeti po večnih vrednotah, po vrednotah nebeškega kraljestva. Še vedno smo tukaj na zemlji. Božja beseda pravi, še vedno živimo v tem svetu. Ampak to Božje kraljestvo, ki se je z Jezusovim prihodom približalo k nam, to kraljestvo že začne živeti v srcih tistih, ki so sprejeli Jezusa. In z njim njegove vrednote. Seveda to ne pride vse naenkrat. Mi se učimo živeti po teh vrednotah. Večne vrednote so torej izraz tega, kar je Bogu pomembno. Kako naj bi živeli. Principi ali standard našega ravnanja, tako kakor je Bogu všeč. Večne vrednote reflektirajo Božjo osebnost in Božjo naravo. In one so nam razodete v Božji besedi. Zato je tako pomembno, da poznamo, da se učimo iz Božje besede. Bog nam v svoji besedi razodeva te vrednote. In mi s pomočjo Svetega Duha, ki prebiva v nas, lahko živimo. Mi smo usposobljeni, da živimo po teh vrednotah. Kot pravim, Božja beseda ima bogastvo tega. Jaz bom nekaj omenila. Jezus nam je recimo v govoru na gori, to je v Matejevem evangeliju poglavje 5-7, predstavil vrednote, ki veljajo v Božjem kraljestvu. In ko boste brali to, one so diametralno nasprotne temu, kar je v svetu. In se včasih čudimo. Božje kraljestvo ima drugačen sistem vrednot, ampak boljši za človeka. Recimo, ko pravi samo eno vrstico, že na začetku, blagor siromašnemu duhu. Ne pomeni tistim, ki so zaostali malo, ali pa, kako naj rečem, nerazvit. Ne. Veste, kaj tukaj Božja beseda pravi? Blagor tistim, ki so spoznali, da sami ne zmorejo, da ne zadostujajo za Božji standard, da rabijo Boga, da rabijo odpuščanje, da rabijo novo življenje. In lahko bi nadaljevala. Tu nam je Jezus predstavil Božje vrednote. To niso besede za nevernega človeka, ker jih ne more razumeti. Jezus je govoril nam, a z njim mi lahko sprejemamo več in več teh dobrot. Da naše življenje postaja vse bolj podobno temu, ki je izvir teh vrednot. Naslednje, recimo, Jezus sam pravi, učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. Vrednota krotkosti. Danes ni zelo popularna v svetu. Jaz vem, ko so eno mamo poklicali v šolo, naj hčerko uči, kako se je treba boriti, ker je vedno zelo tiha. Danes ni popularno, ta je bila po naravi že take, najbolj sramežljive, bolj krotka punčka, mogoče bi rekli. Ampak v Božjem kraljestvu je krotkost moč, ki se ne prebija s silo. To je tisto, kar Bog daje v naš karakter. Ali pa kot Jezus pravi, jaz sem od srca ponižen, vrednota, ponižnost. V svetu je veliko ponosa. Bog pa najbolj sovraži ponos in prevzetnost. Mi lahko vidimo skozi celo Božjo besedo. Božja beseda pravi, Bog se upira prevzetnim. Ponižni dobivajo milost. To so vrednote Božjega kraljestva, novega življenja. Bom prebrala še tole, ko pravi Pavel, oblecite novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen pravičnosti, svetosti, resnici. Mi ljubimo pravičnost. Bog je pravičen in to je nekako že tudi s tem, ker nas je ustvaril položajno v nas. Veste, vsak človek ima rad pravico in ne mara, da se mu godi krivica.
Ampak kar je problem pri ljudeh, ki so brez Boga, ki hočejo s svojimi močmi izboriti pravico. In to največkrat ne bomo uspeli. Greh je skazil to sliko, katero je Bog ob stvarjenju zamislil s človekom. Ampak, ko smo sprejeli Jezusa, kot sem rekla, ko je to novo življenje v nas, ko je Kristus v nas, smo dobili temelj novih vrednot, večnih vrednot. V Galačanom 5 je opisan sad duha. To so lastnosti, kvalitete karakterja. To so vrednote, ki jih Bog želi v nas. Ni si jih težko zapomniti, 9 jih je. Jaz jih bom prebrala. Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. O vsakih od teh bi lahko govorili. Tako so bogate v sebi. Vrednote nas, Božjih otrok. In veste, Bog veliko večji poudarek daje na to, kar smo, na biti, kot pa imeti. In tukaj vidimo karakter, da se izgrajuje ta novi človek. Peter je napisal tako: ne prilagajajte se prejšnjim željam, ko ste bili še v svetu. Bodite svet, kot sem jaz svet, pravi Bog. Torej, živeti z večnimi vrednotami pomeni biti posnemalci Boga. In tu imamo celo življenje, čas, da se v tem vadimo, učimo, ker ne uspe nam vse naenkrat, ampak vse bolj in bolj si prisvajamo te vrednote, kolikor večjo ljubeznijo hodimo z njim, koliko dražji nam je. Jezus, Božji sin, on pa je bil na tej zemlji, pa nam je veliko tega pokazal v svojem življenju, kako živeti te večne vrednote. In on je nam, Božjim otrokom, najboljši vzor, najboljši model, koga lahko sledimo. In zdaj bi pogledali nekaj primerov iz Svetega pisma, ki jih je Jezus povedal, ker nam on govori o večnih vrednotah. Veste, Jezus ve, da mi še vedno, kot sem rekla, smo tukaj. Mi želimo to, kar je Božje, ampak tudi verni, tudi Božji otroci, se lahko spet hitro nagnemo k vrednotam, ki so visoko cenjene v svetu. In ne pravim, niso vse slabe, ampak nobena od teh ne bo transferirana večnost. Recimo, kaj je v svetu zelo aktualno ali se pa ceni, posebno v našem, tukaj zahodni kulturi. Ker ko sem tako razmišljala, veste, da se vrednote tudi po kontinentih spreminjajo. Ne? Kanibali imajo čist druge vrednote kot mi. Ne? Ampak tukaj je zdaj naša kultura. In našim ljudem ali ljudem tukaj v Evropi veliko pomeni denar, imetje ali pa premoženje. Veliko pomeni kariera, položaj. Veliko pomeni mogoče tudi ugled, slava. Lahko bi naštevala še in še. In kot sem rekla, te ne bodo transferirane večnost. So samo začasne in so lahko škodljive, če nas preveč okupirajo. Zato bomo pogledali Jezusove primere. Prvi je v Matejevem evangeliju takoj v 6. poglavju, kjer je tudi Jezusov govor na gori. In jaz bom prebrala del tega Jezusovega govora. Na tem svetu si ne kopičite bogastva, kjer uničujeta mol in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo. Nabirajte pa si zaklade v nebesih, ki nikoli ne bo izgubilo vrednost in katerega noben tat ne bo mogel odnesti. In Jezusov facit, kjer so vaši zakladi, tam bo vaše srce, tam bodo vaše misli. In nekaj pozneje Jezus dodaja v
33. vrstici, kjer pravi: iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in to vam bo navrženo. Ker kot sem rekla, tudi verni lahko zapostavimo večne vrednote v našem marljivem iskanju uspeha ali pa mogoče tudi boljše integracije med ljudmi, kjer živimo in smo bolj ugledni, če smo na istem nivoju in tako naprej. Ampak to, kar nam Jezus želi povedati, je: ne zbirajte bogatstva tukaj, ampak v nebesih. Tudi če imamo stvari, tudi če imamo materialno, Bog nam privošči, Bog, kako naj rečem, On daje tudi blagoslav na materialne stvari. Božja beseda ne pravi, da je denar greh, pravi pa, da je ljubezen do denarja greh. In tu je problem. Tu ljudje velikokrat pademo, ka potem tako vzljubimo, da več ne poznamo meja. In Jezus daje na svet: raje si zbirajte tam, ker tukaj res inflacija pride, ali pa kdor ima v kakšnih akcijah, pa ti čez noč vse propade, pa ni nič. In ljudje doživijo infarkt. Sem slišala enega švicarskega bankira, ko mu je vse propadlo, je človek umrl. To ni mala stvar. Srce je bilo v tem. To je bil velik šok. In Jezus nam daje boljši recept. Če imate, zbirajte v nebesih. Kako? X načinov. S tem lahko gradimo Božje kraljestvo. Lahko pomagamo njegovo delo. Lahko pomagamo tistim, ki so v potrebi. Naše srce, če tam zbiramo, bo nebeško usmerjeno. In gledajte, že Mojzes je v Stari zavezi izgovoril Božje besede izraelskemu ljudstvu, ko v 5. Mojzesovi 8. poglavju tako beremo: ko boš jedel do sitega, to Bog govori Izraelcem, ko pridejo v obljubljeno deželo, ko boš zidal lepe hiše in v njih prebival, ko se ti bo množilo govedo in drobnica, srebro in zlato in vse tvoje imetje, glej, da se tvoje srce ne prevzame in ne pozabiš Gospoda. Tu je nevarnost. Bog jim je rekel, ker imeli bodo in so bili blagoslovljeni, ampak glej, in velikokrat so padli. Ne bi rada povedala, zdaj, ko spet berem malo Staro zavezo, neverjetno. In tudi mi nismo boljši. Jaz mislim, da smo vsi ti repetitorji, ne? Vedno, Bog nam mora vedno znova pokazati milost. Ampak On nam tukaj kaže boljšo pot. Jezus ni obljubil nagrade od slonovine, zlata, srebra, tudi ne nekaj več hektarjev zemlje. Jezus je govoril tudi o bogatstvu tukaj, ki je neopisno, ki je večno. In to je notranja sreča. Če investiramo v nebesa, v to nebeško bogatstvo, ki večno ostaja, smo veliko bolj srečni. Božja beseda pravi v Psalmu 16: polnina radosti je v njegovi prisotnosti. Drugi primer, ki nam ga Jezus podaja, je bil mlad podjetnik, biznismen. In je prišel k Jezusu in pravi: učitelj, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje? Jezus pravi: če hočeš priti večno življenje, izpolnjuj zapovedi. Katere? Jezus mu je dejal: ne ubij, ne prešeštvuj, ne kradi, ne pričaj lažno, spoštuj očeta in mater in ljubi bližnjega, kako ljubi samega sebe. In fant odgovarja: vse to sem izpolnjeval, kaj moram še storiti? In Jezus pravi: če zares želiš dobiti večno življenje, prodaj vse, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ko je mladenič slišal to besedo, je žalostno odšel. Imel je namreč veliko premoženje.
Jezus mu je povedal, kaj naj stori. On je želel nebeški zaklad, on je želel večno življenje, ampak želel je tudi uživati v tem, kar ima, kar si je nabral. In bilo mu je hudo, da je Jezus dal takšen pogoj. On ni bil pripravljen plačati te cene. Cena večnega življenja se mu je zdela prevelika, očel je žalosten. In na enem mestu v enem evangeliju pravi, Jezus ga je vzljubil. Jaz si predstavljam, Jezusu je bilo hudo, ko se je obrnil in šel, ampak Jezus nikogar na nič ne sili. On kliče in naša odločitev. In veste, da je veliko tudi danes podobnih temu mladeniču, ki želijo privilegije večnega življenja, vse, kar nudi, ampak ne želijo dati Jezusu prvo mesto v življenju. Mi vidimo tudi recimo pri Abrahamu, ko ga je Bog poklical in mu rekel, da žrtvuje sina. To je bil samo eden, kako naj rečem, test ljubezni. A me ljubiš bolj kot sina? Je bilo Božje neizrečeno vprašanje. Ker je Abraham prav gotovo vzljubil tega Izaka, ki ga je dobil v poznih letih, sin obljube. Ampak Abraham je šel. Abraham je bil pripravljen dati to žrtev. Ampak veste, kaj je čudovito? Bog ni hotel življenja Izaka. Bog je samo želel videti, kaj je v Abrahamovem srcu. In Bog mu je daroval Izaka. Svojega lastnega sina pa Jezus ni obvaroval. Bog ni obvaroval. Svojega lastnega sina pa je Bog žrtvoval zaradi nas. Veste, ta beseda, ki jo pri Abrahamu Bog pravi, zdaj vidim, da se bojiš Boga, saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca. Ta beseda edinec je ista kot v Janezu 3:16. Tako je Bog ljubil ta svet, da je dal svojega sina edinca, edino rojenega. Bog je svojega sina dal za nas. Abrahamu je ohranil. Mi ne vemo, kako bi Jezus naprej reagiral, če bi ta fant to storil. Ne bom zdaj hipotetično tu dalje razmišljala, ampak kaj je bil problem pri tem fantu? Veste kaj? Njemu je bogatstvo, karkoli je to bilo, imetje, premoženje, denar, postal Bog. On je rekel, jaz sem vse zapovedi držal, ki jih je Jezus naštel. Prelomil je pa prvo in drugo. Prva pravi, jaz sem tvoj Bog. Mi beremo v Novi zavezi, ljubi Boga za vsem srcem, za vso dušo, so pametjo svojo, so močjo. In prelomil je drugo, ne imej drugih bogov, razen mene. Tu je bil njegov problem. In to je tisto, kar Bog tudi pri nas išče. Tudi ko nas blagoslovi, naj nam Gospod pomaga, da nič ne porine Boga z prvega mesta, da je on prvi, da je on na prestolu. In kot smo tukaj videli, lahko povem, Bog ne zahteva od vsakogar, da vse proda. Večina Božjih otrok, večina vernih služi Gospodu tam, kjer so, kjer delajo. Kajti Božja beseda pravi, vsem, kar delamo, delajte kakor Gospodu. In zato smo poklicani, da se Bog proslavlja, da nas tam uporablja. Je pa tudi to res, da Bog kliče posameznike v svoje delo, v službo. Prebrala bom eno resnično zgodbo o Benjaminu z violino. Izpolnila se mu je velika želja, ko je bil sprejet v orkester. Na avdiciji je tako čudovito zaigral komad na violini, da so ga takoj sprejeli. In mislil je, super, zaslužil bom dovolj, da lahko preživljam mamo in sebe, ker mu je oče umrl. Čez nekaj dni pa ga je njegov duhovnik poklical k sebi in vprašal, a ne bi bil pripravljen odložiti vstop v orkester za 2-3 leta
in najprej nekaj od svojega časa podariti Gospodu in iti v misijsko polje. In Benjamin je obljubil, da bo šel. Tudi njegova mama se je strinjala s to odločitvijo. Potem pa, ko sta se enkrat pogovarjala, kako naprej, je mama postala zaskrbljena, je rekla, kako bo z najinimi financami. Ampak čez nekaj trenutkov se je nečesa domislila. Pravi, veš kaj, imava eno dragocenost. Ta bo veliko, ta bo prinesla veliko denarja. Moral boš prodati violino. In Benjamin je tako zapisal v svoj dnevnik. Naslednje jutro sem stal, vzel violino iz škatle, igral od jutra do večera. Zvečer sem jo vrnil v škatlo in naslednji dan odšel v misijo. Zdaj 45 let pozneje piše, največja odločitev, ki sem jo storil kdajkoli v življenju, je bila, da sem opustil nekaj, kar sem imel zelo rad, za Boga, ki sem ga ljubil še veliko bolj. Nikoli me ni zapustil. Jakob Zopfi je dal eno pričevanje v svoji knjigi, ker pravi, tudi on je bil super, kot mlad, še vedno do starosti, moram reči, zelo dober tenor. In tako so ga poklicali na audicijo, da bi pel v Zürichu, v velikem zboru, mestnem zboru, ki nastopa, ne pri operah, pa tako naprej. In pravi, po tisti audiciji je šel domov in na kolenih prosil Boga za besedo od Gospoda. Odprl je Biblijo in prebral naslednjo vrstico, Izaja 42. Glejte, moj služabnik, ne bo vpil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. In Jakob piše, pravi, zadeva je bila jasna. Opustil sem zbor, šel sem v Božje delo. In lahko tudi sama povem to pričevanje. Na pragu kariere, sprejeta sem bila na medicinsko fakulteto, ko me je Gospod poklical v svojo službo. Moč in ogenj tega poziva je vse drugo zasenčil in postavil v drugi plan. In danes po tolikih letih lahko povem, kakšna milost, kakšna radost služiti Gospodu. Nikoli me ni zapustil. Poglejmo še naslednji primer, ki nam ga Jezus daje. Neumen bogataš. In tako pravi. Povedal jim je priliko. Bogatemu posestniku je polje dobro urodilo. In človek je rekel, zdaj bom zgradil nove velike žitnice, ker ni bilo mesta za vse tisto, kar je pridelal. In potem bom dejal svoji duši, duša preskrbljena si za dolgo časa, lahko si oddahneš. Dovolj jej, dobro jej, pi, veseli se življenja. Bog pa mu je dejal, ne umneš. Še to noč bodo zahtevali tvojo dušo od tebe. Kaj boš imel od vsega bogatstva? In Jezus zaključuje, tako gre vsem, ki zbirajo bogatstvo na zemlji, pred Boga pa pridejo praznih rok. Zdelo se mi je, a to govori nam, ki smo že upokojeni? Jaz mislim vsem, ampak mogoče, ker tukaj pravi, zbral je, imel je veliko, zdaj imaš duša, zdaj lahko grem križariti, zdaj lahko grem obiskati svet, dežele sveta, ki jih nikoli nisem videl. Ta človek je poskrbel za svojo bodočnost in svoje zavarovanje položil v materialno bogatstvo. Veste, ni nič narobe skrbeti, poskrbeti za bodočnost. Pravzaprav nas Božja beseda tudi uči, da poskrbimo za tisto, kar je potrebno. Ampak problem človeka je bil ta, on ni računal z Bogom in tudi ne s tem, da njegovo življenje ni v njegovih rokah. In Jezus pravi to precej ostro besedo, ne umreš. Je bil. Ker on ni vedel. Nihče izmed nas ne ve, kdaj pride za nas zadnji dan. Zato je dobro, da živimo tako,
da smo pripravljeni, če je treba oditi, in da nam ne bo naša gotovost, naša varnost za bodočnost v tem, kar imamo, ampak v Bogu, ki nas drži in ki vse to daje. In še zadnjo vrstico Jezusovo bom končala: če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi, vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, pri tem pa izgubi večno življenje? Jezus primerja tukaj dva načina življenja. Tudi če bi imeli ves svet, nič ne more rešiti. Nas nič ne more rešiti za večnost. Če pa večnost izgubimo, smo izgubili vse. Torej, Jezus nam je poskušal pokazati tiste vrednote, ki ostanejo. Kljub vsemu, kar tukaj imamo, kar tukaj, kako gospodujemo, kako obvladamo stvari, Jezus naj ostane na prvem mestu. Z njim, skozi Božjo besedo, razvijamo vrednote, ki so večne, in tu jih je zares veliko, ki ostanejo, tudi ko gremo k njemu. In še eno točko imam: večna vrednota naših dejanj. Veste, mi smo odrešeni po milosti. Mi se ne moremo rešiti z deli. Božja beseda jasno pravi v Efežanom 2:8. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri. To je Božji dar, da se ne bi kdo hvalil. Ampak Božja beseda govori tudi o tem, ko smo pa odrešeni, to, kar delamo, naša dejanja, vse naše akcije bodo sprejele nagrado ali pa ne. Jezus sam je rekel, Matej 16, Božji sin bo prišel v slavi in nagradil vsakega po njegovih delih. Ni vse eno, kar delamo kot Božji otroci. Ni vse eno, kako delamo to, kar delamo kot Božji otroci. Ker tudi naša dejanja imajo večno vrednost. Ko pridemo pred Gospoda, mi ne gremo na sodbo, ker je Jezus sodbo vzel namesto nas. Mi smo opravičeni po milosti, ampak mi gremo, pri nas ni te besede lepe, kot je v nemščini, preisgericht. Mi gremo, ko se bodo testirala, ko bodo preizkušena naša dela. To bo pa vsak otrok. Pavel piše in primerja kristjane z graditelji in kvaliteto našega dela z gradbenim materialom. In on tako pravi, če pa kdo na temelju zida zlato, srebro, temelj je Jezus Kristus. Nam mora biti jasno. Če kdo zida zlato, srebro, dragoceno kamenje, les, seno ali slamo, delo vsakega bo postalo vidno. Ogenj bo preizkusil, kakšno je delo tega ali onega. Če bo delo zdržalo, bo prejel plačilo. Pavel pravi, vse naše delo bo ocenjeno, ne bo pa vse nagrajeno. In test, kako naj rečem, ta faktor testiranja v Božjem svetu je vedno ogenj. Ogenj prečiščuje. Ogenj preizkuša. Veste, zlato se v ognju topi, dokler ni tako čisto, da se v njem vidiš, da je kot ogledalo. In tukaj vidimo, zlato, srebro, dragoceno kamni, pridajo očiščeni, se bodo sijali iz tega ognja. Tudi če je bilo še kakšnih primesi naših telesnih, to bo ogenj očistil in ta dela bodo prišla skozi. Ker smo delali kot seno, slama, les, to bo zgorelo, ne bo nič. Mi bomo odrešeni, ampak kot Pavel pravi, kot skozi ogenj, nagrade ne bo. In zato naj nam Gospod pomaga, da delamo tako, da prejmemo nagrado. Da so naša dela opravljena z iskrenim motivom, z ljubeznijo do Boga. Ne zato, ker nekaj moram, ali pa zato, da se pokažem, da me nekdo vidi.
Naj bo vedno tisti motiv v srcu. Gospod, tako kot je Katrin Kuhlman rekla, zate samo moje najboljše je dovolj dobro. Za Gospoda najboljše. In ob zaključku končam z dve osebnosti, kjer bomo videli, kaj je ostalo, mogoče povem tako. Kralj Salomon, ta je imel vse. Bil je izraelski kralj, Davidov sin, neverjetno, takega več ni bilo. Božja beseda pravi, bil je najmodrejši in najbogatejši. Po bogatstvu in modrosti je prekašal vse kralje na zemlji. Bil je slaven do konca meja tedanjega sveta. Vsi so hodili k njemu, lahko berete v Stari zavezi, da bi videli to bogatstvo, da bi slišali njegovo modrost, da bi ga, lahko rečem, občudovali. Bog ga je tako blagoslovil. Govorimo o seksualnem življenju. Imel je 700 žena in 300 priležnic. Hudo, ampak Božja beseda tudi to omenja. Imel je 4000 konjenikov, konje za Salomona so dobivali iz Egipta, same najboljše rase. Bil je nadarjen, hudo nadarjen, močno nadarjen, sestavil je 3000 pregovorov in 1005 pesmi. In ta Salomon na koncu svojega življenja piše turobne vrstice v knjigi Pridigar, kjer lahko berete kolikokrat, ko našteva vse to, te dobrine tu v življenju in potem vse je nečimrnost. Vse je nečimrnost. Pa se vprašaš, pa čak, zakaj si živel? Vse je nečimrnost. To je ugotovil, ker je svoje življenje uporabil prazno. In nečimrnost pomeni v smislu, kar je hebrejske besede tukaj, milni mehurček. Nič. Poglejmo, kako drugače odmeva Pavlov glas iz ječe v Rimu, medtem ko čaka na svojo usmrtitev. Željno pričakujem in upam, da ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus zaradi vse moje srčnosti, kakor zmeraj, tudi zdaj poveličan v mojem telesu, bodi si življenjem, bodi si smrtjo. In Pavel pravi tisti slavni stavek, kajti živeti je zame Kristus in smrt dobiček. Razlika dveh oseb, razlika vrednot. Če bomo živeli, če živimo z večnimi vrednotami, je lahko to in naj bi bil to naš zaključek. Kristus, ti si moje življenje. Kot Pavel tukaj pravi, naj bo Kristus poveličan v mojem življenju, da tudi mi stremimo za tem, da živimo tako, da bo Kristus poveličan, da bodo ljudje v svetu videli, da bo Kristus skozi naše življenje poveličan. Veste, da Božja beseda govori o tem, ko vidijo v nas, da bodo slavili nebeškega očeta, neverni ljudje. In kot sem že prej rekla, vrednosti v Božjih očeh se veliko bolj nanašajo na naše biti, na naš karakter, kdo smo, kot pa to, kar imamo. In John Bevere je tako povedal, ni maziljenje, ampak karakter to, kar dela Božjega človeka. In v visoki pesmi ljubezni, to je 1. Korinčanom 13, beremo na koncu, za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največje od teh je ljubezen. Vrednota, ki vključuje, ki vsrka vse ostale, ljubezen. Hvala Gospodu za to. In končala bom z eno sliko, Corrie ten Boom, kjer vidimo krono. Na desni strani pa vidite vse še nitke, ki so čisto zavozlane. In ona tako pravi, čeprav se mi niti mojega življenja večkrat zdijo zavozlane, po veri vem, da je na drugi strani vezenine krona.
A veste, da nas to vse čaka, če bomo služili s temi vrednotami, ki so nam razodete v Božji besedi, ki nam jih Božji duh razodeva v naših srcih in vztrajamo do konca. In to je Božja želja, Božji načrt za vsemi nami. In da to lahko damo tudi naprej tam, kjer smo. Toliko za to prvo uro. Je v redu? Mogoče se v kratkem pomolim? Ok. Hvala ti, Gospod, za tvojo besedo. Tudi mi v tem svetu, kjer zdaj živimo, ko se vse tako hitro spreminja, ko vrednote drvijo navzdol ali se spreminjajo in menjavajo, ne vem, kako bi se znašli, kako bi živeli. Ampak kako dober si ti. Ti si nam pustil tako velik zaklad večnih vrednot, ki ostanejo večne, stabilne, ker si ti njihov izvir. A ti, Bog, si večni Bog, vedno isti, vedno resničen, vedno svet in pravičen. O, Gospod, ljubimo te danes in mi želimo obljubiti, da ti želimo služiti tudi naprej. Želimo, da se v nas razvijajo te vrednote, da jih bo vsak dan več, da bodo lepše, bolj sijajne in da vsi uspemo na ta cilj, ko nam ti podeliš krono večnega življenja. Amen.